Hvala, Jaroš. Zdaj bi povabil publiko, če ste kakšna vprašanja za Dragana in Jaroša. V katerih segmentih družbe je na primer prišlo do večjega odklanjanja vakcinacije? Pač ne vem tako, če je kakšna razlika mesto, podeželje ali pa kaj podobnega. Zdaj, vsi ti predpisi in tudi propagandni spisi, ki so jih pisali ali zdravniki in seveda po naročilu oblasti, vedno znova omenjajo podeželsko prebivalstvo, kar pa seveda ne drži nujno. Namreč iz literature se ve, da druga polovica 19. stoletja se v bistvu oblikuje anticepilsko gibanje, v katerem pa v bistvu prednjači bolj pripadniki meščanskih slojev. Zdaj, na začetku so bili razlogi za odklanjanje cepljenja zelo različni. Veliko je bilo povezano z dojemanjem teh 4 sokov, namreč da bi naj bila variola oziroma črne koze se pojavile, ko en sok dobi pač prevlado in potem se pojavijo na koži in da je to nek nujen proces. Drugi so spet mislili, da je to od Boga dano in da se v to ne sme vplivati. Teda zdaj konkretno, kdo je to bil, ve se, da na primer so tisti, ki so imeli pač dovolj denarja, si poklicali cepilce na dom, kar je delovalo nekoliko, kako bi rekel, je ljudstvo prestrašilo, ker oni so pač neki za sebe se cepili, običajni ljudje pa so se na teh množičnih cepljenjih pravzaprav cepili. Teda v verih je vedno znova pač navaden podeželsko prebivalstvo nižje plasti, ampak tako sem rekel, treba biti kritičen do vera in do ga piše. Hvala. Mene zanima to v povezavi z epidemijo takrat. Torej je zelo drugačen kontekst od današnjega, ne, recimo o tej sploh globalnem povezanosti ukrepov. Koliko pomembno je za tvojo raziskavo tudi to vedenje o tem, kaj se je okoli Kranjske dogajalo? Zdaj, prvi del, mislim, da je bilo vezano na aktualnost, COVID, če sem prav razumel. Pravzaprav to ni diskurzi, ki se pojavijo ob vpeljavi cepljenja. Črne koze so prve, pač cepljenje proti črnim kozam je prvo izum cepljenja, gender z vakcinaciji na koncu 19. 18. stoletja in takrat se pojavi neki podobni, ni še preverjeno, pač argumentacija je pravzaprav dosti podobna. Zdaj, jaz se v doktorski disertaciji res posvečam bolj oziroma bolj Kranjski, zato ker je preprosto, črne koze so bile že z začetku prvega desetletja, mislim, da 1807 so mogle biti že zabeležene pod statistiko, kar pomeni, da se pojavi izjemno veliko verov skozi celotno 19. stoletje in pa če je bilo potrebno se zamejiti. Je pa res, da so odloki, ki so bili sprejeti na Dunaju, potem bili pač tudi aplicirani na Kranjskem. Tako da vsaj za mojo temo je vsaj habsburški kontekst pomemben. Je pa tudi zanimivo seveda primerjati, na primer z vidika javnega zdravja. V habsburški monarhiji nikoli ni bilo obveznega cepljenja, je pa obvezno cepljenje na primer obstajalo v Nemčiji v Wittenbergu, kjer pa ni bilo javno financirano. V Avstriji pa na primer je bilo javno financirano, ampak ni bilo prisilno. Da, mislim, da neka primerjava vseeno lahko da še kakšne zanimive vpoglede. Okay. Pa še za Dragana imam eno vprašanje. Ali si razmišljal, ali zakaj se ti ne zdi smiselno, ali bi se ti zdelo, da bi
se vključil v pogovor z uporabniki kanalov, ali mislim, veliko jih je verjetno pod anonimnim, da jih ne moreš vedeti, za koga gre. Mogoče jih je nekaj takih, ki bi jih lahko kontaktiral in da bi povprašal o tem vidiku, če jim pomeni ta skupnost, pač, če prepoznavajo njihovo delovanje kot skupnost. Ja, tukaj imamo vedno, ko se ukvarjamo s spominjanjem, imamo eno tako debato metodološko, kje se lotiti, na kakšen način. Zato, ker eno je to pričevanje, ki ga hočeš dobiti, po drugi strani pač mene nekako prvo je bolj zanimalo ta splošni vtis, ko jaz kot nekdo, ki od zunaj opazuje, kaj se dogaja v tej skupnosti, oziroma na tem kanalu in v tem komentiranju. Sicer imam kot idejo, da sem želel bolj se osredotočiti na tisti, ki upravljajo kanale, ker to je nekako bolj zanimivo, odkot želja, motiv, to urejanje kanala je zelo veliko časa stane, to je neprofitno delo in odkot prihajajo vse te materiali, to je nekako, kar mene bolj recimo bi zanimalo. Ampak načeloma se ne da, tudi če so anonimni, določeni niso anonimni. Zanimivo je pri tem, da mogoče malo bolj zrelišča populacije, ki je na teh kanalih, ki komentira, so velikokrat ime pa priimki, ne, tako da niso toliko sakriti. Ampak težava, kar se pojavlja zdaj vsako leto za vsako spremembo tehnologije, predvsem na YouTubu, je to, da čim manj lahko ti komuniciraš z ostalimi, ne. Torej, če ne prijaviš na neko tako debato in ne komentiraš pa replay na koment, je zelo težko pač dobiti, oziroma ne vsak da svoj kontakt naprej. Recimo tudi sam tale izvajalec Laki, jaz ga ne morem kontaktirati razen tega, da mu ne pišem v komentarju, da me pokliči. In do pred kratkim je bilo to vse omogočeno, zdaj pa vsi so nekako tudi sami, te upravljalci kanalov so bolj zaprti in nočejo, da jih ljudje kontaktirajo, razen če oni ne vidijo neko potrebo v nekem komentarju, ne zasledijo nekaj, pa se hočejo odzvati, pa se zmenijo. Ampak definitivno pač odvisno od tematike, od pozornosti, kaj nas nasploh zanima, je potem pa odvisno, katero metodo uporabimo, ali nasploh jih sprašujemo, ali pa mogoče samo vidimo, kaj ta dogodek je z njih prebujal. Ta priklic spomina je nekako zame bolj zanimiv, kaj nasploh naredi, da ti se spomniš nekaj, kar si imel odzadaj v zavesti, pa ti pride na plan en arhivski posnetek, potem pa ti se spomniš, kaj si počel ta dan, ne. Bi še kdo imel kako vprašanje ali komentar? Okej, sicer hvala, Dragan in Jaroš. S tem zaključujemo ta zadnji sklop in s tem tudi program letošnjega simpozija. V imenu organizacijskega odbora bi se vsem zahvalil za prisotnost in prispevek v današnjem dnevu. Zdaj pa bi povabil še na pogostitev, da nadaljujemo današnji večer še s sproščenim pogovorom. In če bi kdo imel kako željo in zanimanje, se lahko tudi pogovorimo o naslednjem letu glede simpozija in organizacije. Hvala.